Župan Borut Sajovic priznava, da ni zadovoljen, ker je država občinam odvzela možnost, da bi odpeljane komunalne odpadke obračunavale po osebi, pač pa jih morajo zaračunavati glede na prostornino posode. Obstaja samo nekaj tipskih posod in se nam zdi, da bi bil obračun po osebah kot povpreček primernejši. No, nenazadnje so pa to spoznali tudi na ministrstvu in za jesen je že napovedana sprememba te uredbe, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki v tej državi. Na mizi svetnikov se je znašel tudi predlog odloka, s katerim so koncesijo za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini podelili Komunali Tržič. Hkrati pa se je razmišljalo tudi o rešitvah, če bi se recimo povezali v regijskem merilu, da bi bila ta služba za vse občine cenejša. Zadovoljni smo pa z rešitvijo, ki jo je našel del gorenjskih občin, da seveda smeti ostajajo v regiji, da so stroški transporta manjši, nenazadnje so nam pa na Jesenicah preko koncesionarja ponudili korektno in pa cenovno sprejemljivo ponudbo, ki je med cenejšimi v Sloveniji. Občinski svet je včeraj razrešil direktorja Komunale Tržič Sebastjana Zupanca. Po skoraj 9 letih službovanja v Tržiču je podal odpoved, saj odhaja na novo delovno mesto na Gospodarski zbornici Slovenije. Postopek bomo seveda peljali po predpisanem zakonitem načinu, tako da računamo, da bomo do prve seje v septembru na občinskem svetu lahko potrdili novega direktorja ali direktorico tako pomembne gospodarske družbe, kot je Komunala, za normalno življenje naših občank in občanov. Svetniki so tudi tokrat razpravljali o nejasni usodi poštne poslovalnice v Križah. Pred dnevi je namreč Pošta Slovenije na svoji spletni strani objavila namero o oddaji nekaterih poslovalnic na Gorenjskem, med drugim tudi križke. Jaz sem seveda predsedniku krajevne skupnosti Križe takoj to informacijo prenesel, on pa je seznanil s to namero tudi člane sveta krajevne skupnosti in seveda tudi eventualne možne najemnike tega poštnega prostora. Gre pa tukaj seveda zdaj za zbiranje nezavezujočih ponudb. Pošta bo seveda zdaj, bom rekel, potipala teren, kaj je možno recimo v Križah dobiti, kaj lahko pričakujejo. Moje osebno stališče pa je, da se bo verjetno ta pošta lahko oddala v najem ne v obstoječih prostorih pošte, ampak v eni od trgovin oziroma gostinskih lokalov, ki so v Križah delujejo.